Pozdravljeni v oddaji Ambienti, ki je zadnja v tej pomladni sezoni. Danes si bomo ogledali prenovljeno staro gorenjsko hišo s prostorno mansardo, okrasni vrt, ki sta ga lastnika zasnovala s poudarkom na različnih zelenih odtenkih rastlin, ter izvedeli, kakšne finančne spodbude so na voljo za male sončne elektrarne. V Podljubelju stoji 300 let stara gorenjska hiša, ki so jo lastniki prilagodili sodobnemu bivanju. Nekoč je bilo podstrešje namenjeno shranjevanju kmetijskih pridelkov in kmečkih pripomočkov, danes pa je preurejeno v svetlo mansardo. Lastniki so v stari hiši ustvarili impresivno sodobno domovanje in hkrati ohranili duh preteklosti. Gospod Vojko, zakaj ste se odločili za obnovo te stare hiše, ne pa za njeno rušitev in postavitev nove? Jaz tukaj živim od svojega 6. leta in kasneje sva z ženo ustvarjali družino. No in nekje okrog 1993 sva premetavala misli ali iti v novogradnjo ali v obnovo te stare hiše. Odločila se za obnovo. Razlog pa predvsem leži v tem, da je v tej hiši neko dušo ima, nekaj je v njej. Nikoli nisem raziskoval, kdo vse je živel tukaj, kaj vse se je dogajalo, ampak če bi te zidovi znali govoriti, verjamem, da bi veliko znali povedati. Ne? Je pa konec koncev ta hiša bo čez 5 let stara 300 let in ni veliko takšnih hiš s to starostjo in mislim, da je to za spoštovati. Gospa Živa, včasih je bila v starejših hišah funkcionalnost prostorov precej drugačna, kot je to danes. Ja, precej drugačna. Predvsem se je hiša že po svojem volumnu prilagodila razgibanosti zemljišča in vremenskim razmeram. Hiša, pred katero stojimo, je vrhkletna, kar pomeni, da so v pritličju v kleti bili hlevi in prehrana oziroma skladišča. Potem smo se pa okrog hiše dvigali in prišli po gornji polici do vhoda v pritlične prostore, ki jih je bilo zelo malo. Velika veža na eno stran, glavni bivalni prostor, hiša, iz nje mogoče kamera, pa na desno še kakšna kamera. Podstreha je imela pa predvsem to funkcijo, da je ščitila bivalne prostore pred vremenskimi vplivi, pred pregrevanjem poleti, pa pred hlajenjem po zimi. Visoka je bila pa zato, da je po svojih strešinah čim hitreje odplavljala od ostenja, dež, sneg, pa da so za izdelavo ostrešja porabili čim manj lesa. Ko pa se je družina povečala, ko se je dvigala kultura bivanja, pa niso bili več zadovoljni, da so v enem samem prostoru bivali in spali cela družina, ki je bila velika. Včasih je bilo po 6-7 otrok. Starša sta se umaknila eventualno v kamero, so pa začeli izkoriščati tudi podstrešne prostore in so gor najprej v srednjem delu naredili začasne kamrice, najprej za otroke, mogoče za kakšne pomočnike, hlapce, in šele v današnjem času z novimi materiali, z novimi izolacijami se je pa življenje dvignilo tudi v ta velik podstrešni volumen. V glavnem so kamnite zidove vedno zaščitili z apnennim ometom in apnennim beležem. Če je bila bogatija, če je bila hiša premožna, je bil ta omet debel, če je bila revna, je bil omet zelo tanek, ker je bila mivka in apno sta bila dragocena materiala. In potem s časoma je pa apno popolnoma izpodrinil cement, s tem, da ima apno izredno veliko dobrih lastnosti. Je ne samo, da je vlagoodbojen, da diha, da ni toksičen, da je njegova proizvodnja malo osnažuje okolje. Tako da danes, če ga merimo skozi ta merila trajnostnega razvoja, je apno daleč pred cementom, ampak žal v mnogih hišah pri prenovah še vedno kamnite stene omečajo s cementnim ovojem. Tukaj se pri tej prenovi ni zgodilo, je, moram reči, na redkih hiš, ki so bile prenovljene v zadnjem času, kjer so lastniki uporabili apnen omet za ponovno zaščito kamnitega ostenja. Je mogoče ena taka lepotna pomanjkljivost, ki se je pač razširila po celem slovenskem prostoru, to je ljudem postalo všeč, da pustijo nekaj kamnov, da se vidi. Zdaj, to vzor, zato je prišel iz obnove visoke kulturne
dediščine, se pravi ali spomenikov lokalnega pa državnega pomena, ker so te stavbe se počasi razvijale, tudi ta hiša je v izvorni podobi bila veliko manjša, potem so jo pa počasi dodajali in razvijali. In ko so se take stavbe razvijale, so potem pri prenavljanju pod ometi našli kakšno zazidano okno s kakšnim gotskim okrasom ali pa kakšen kamen s kamnoseškim zapisom. To so potem odstrli, zato da mi to dragocenost vidimo, in ta odstiranja so se potem kot neko krasen element prenesla tudi pri prenovah v nekatera območja. Če gledam zelo z ozko strokovnega stališča, se takim posegom izogibamo, ampak je pa to stvar, ki jo tudi lahko z levo roko odpravimo. Velika pohvala gre lastnikom predvsem za uporabo apnejnih ometov, apnejnih veziv, da so pri prenovi volumen v celoti ohranili, da so v bistvu notranjo razporeditev prostorov prilagodili temu volumnu in, kar je še posebej vredno, da so ohranjeni vsi umetnostni kamnoseški izdelki, to so okenski okvirji, še iz časa baroka, kovane mreže. To je danes velika vrednost, pa tudi redkost, na katero so lahko ponosni. Mislim, da ta vrednost bo s časoma še rastla. Kako pa je ta obnova potekala? Ta obnova je bila pa tako po korakih, se pravi, ni bilo vse naenkrat. Najprej smo šli urejati pritličje, en del, potem pritličje drug del. To se je v bistvu odprlo stene, se jih je sleklo tako rekoč do kamenja. Vse inštalacije so nove, novi so tlaki umeti. No, ko smo pritličje uredili, smo pa naredili premik v mansardo, kodar smo tudi zdaj. No, in z izkušnjo iz pritličja, kodar so relativno mala okna in tudi ob sončnem dnevu moramo imeti prižgano luč, smo tukaj dali precej pozornosti na to, da imamo dovolj dnevne svetlobe in da smo razporedili okna, tako da je praktično vsak kvadratni meter dovolj osvetljen z dnevno svetlobo. Gospod Sušnik, vi svetujete strankam, kako osvetliti podstrešje z naravno svetlobo. Zelo pomembna je pozicija oziroma višina samega okna. Res je, višina okna je pomembna iz tega stališča, da se trudimo okno graditi na tako višino, da je sedeči osebi omogočen pogled ven iz prostora. Če je okno vgrajeno na pravi poziciji, se normalno ročno rokuje samim oknom. Če je okno grajeno višje, se uporablja upravljalna palica ali pa se že v osnovi vgradi elektrificirano okno in se dejansko uporablja upravljalna tablica na dotik, kjer se pač te izdelki upravljajo. Kaj pa primerjava stenskih oken, ki so običajno, ne vem, eno-, dvo-, troslojna ali več, kako je pa v primerjavi s temi strešnimi okni, koliko slojna so ta, kakšna so po konstrukciji v tem smislu? Ja, stranke povprašujejo po dvo- in troslojni zasteklitvi. Omenil bi to, da je struktura zasteklitve pri strešnih oknih bistveno drugačna kot pri stenskih oknih, ker je zunanje steklo je kaljeno, termično obdelano, kar pomeni, da nudi zaščito pred udarci. Na notranji strani gre pa za lepljeno steklo, se pravi, gre za 2-3 mm stekli z vmesno zaščitno folijo, ki ob morebitnem razbitju ostane v enem kosu. Naredi mrežo, ampak do same zamenjave opravlja svojo funkcijo, podobno kot pri avtu vetrobransko steklo. Ponavadi se poraja vprašanje, koliko okno stane. To je zelo težko definirati, glede na to, da imamo zelo širok spekter tipov oken, tipov profilov, zasteklitev. Drugače pa najpogostejša dimenzija okna v osnovni izvedbi je okrog 240 € brez davka. Za dodano obrobo in pa vgradnim setom je to 350 €. Če hočemo okno nadgraditi, se pa pač sorazmerno cena dviguje. Večina nima možnosti ogleda take mansarde v živo, zato smo na Veluxu pripravili aplikacijo, ki omogoča virtualni sprehod po mansardi. To aplikacijo si lahko prenesete na pametni telefon iz naše spletne strani velux.si in dejansko za samo uporabo potrebujete očala za 3D predstavitev. Aplikacija se naloži, telefon vstavi v sama očala in dejansko se lahko stranka ogleda realno stanje oziroma realno sliko same mansarde. Gospod Vojko, opazil sem v prostoru precej zanimivih arhaičnih poslikav, tudi precej enotnih na različnih kosih pohištva. Kako ste prišli do njih?
Ja, to pohištvo ni tako staro, kot je ta hiša. Je mlajše, je staro približno 40 let. Izdelal ga je pa moj oče, ki je pridobil naziv umetnostni mizar, tako da se je ukvarjal z izdelavo takšne vrste pohištva. Poslikavo so delali tudi nekateri umetniki, moram se pohvaliti, da sem pa nekatere stvari tudi jaz poslikal pač kot tam nek 15-letni mulc. Aha, nadaljujete to tradicijo? Ja, tako ja. Je tudi verjetno ta vpliv očeta, ki je iskal motive tudi v Etnografskem muzeju v Ljubljani, verjetno se je prenesel tudi na mene, zato tudi verjetno ta hiša izgleda takšna, kot je, v bistvu stara. Kaj pa te motivi vam kot strokovnjakinji na tem področju, so to, bi rekel, novejši, starejši motivi ali so to zelo, zelo stari, več stoletij? Ko sedim v tem prostoru, to je glavni kmečki prostor hiša, pravzaprav čutim prehajanje časa. Strop je star sigurno 200 in 300 let, lesen, ohranjen. Ohranili so razporeditev pohištva, taka, ki se je postopoma razvila od bohkovega kota do lončene peči in do posameznih kosov pohištva. Pohištva so kmetje, ki so nekdaj želeli, da je tudi njihov prostor lep, na Gorenjskem tradicionalno krasili z slikarskim okrasom, ker slikarstvo je bilo tle prisotno kot neka umetniška dejavnost in lahko rečem, da so Gorenjci bili prav vešči, da so imeli to genetsko prirojeno. Prihajalo je ta poslikava nekaj severa in razvili so se skozi čas res kakovostni motivi, ki jih je neskončno veliko. Povezani so bili lahko s krščanskim verovanjem, se pravi, da neka ikonografija z krščanstva, še več pa iz narave in iz okolice. In pohištvo, ki je sicer mlajšega izvora in na nek način lepo povezuje to našo tradicijo v sodobnejši čas, je narejeno iz masivnega lesa, zelo korektno. Motivi so, lahko rečem, vešče naslikani, to se pravi, da tudi ta naziv umetnost ni bil kar tako podarjen in pravilno je, da se to pohištvo tudi v taki obliki ohrani in prenese kot dediščina. To je v bistvu že dediščina, stara že 50 let in več, vašim potomcem. Gospa Sabina, v tej hiši ste ohranili številne tradicionalne prvine, ampak črne kuhinje pa ne. Ja, nažalost, sodobni časi vse nekaj novega prinesejo. Je bila pa moja želja po tem špargetu, v bistvu ziden šparget. Mož se mi je zmeraj hecal, smejal, da ga bom zakurila, ker je mislil, da to pač jaz ne bom izvedla, ampak kot mesto oziroma nisem bila kmečko dekle, ampak to je bila resnično moja želja in velikokrat, sploh konec tedna se v tem prostoru zadržujemo, kuhamo. Domača goveja juhica je najboljša z tega štedilnika špargeta na trda goriva. A ta šparget premore tudi kakšen prostorček kot pečica? Seveda. A veste, kako kruh, pečenka, to je vse super, ko lahko zjutraj vse pripravim, zakurim, odidem malo v hribe in se vrneva nazaj. In kosilo je na mizi. Učinkovitost fotovoltaike je dosegla stopnjo, ko je njena uporaba smotrna tudi doma za manjše porabnike. Seveda je postavitev takšne miniaturne sončne elektrarne povezana s stroški in prihranki. Več o tem nam bo povedal strokovnjak mreže En svet, ki deluje pod okriljem Ekosklada. Povprečna letna sončna energija obsevanja na ravni površini Zemlje v Sloveniji se giblje od 1000 do 1300 kWh na kvadratni meter letno. Na Primorskem še več, slovenska Istra doseže tja do 1600 kWh na kvadratni meter letno. Sončna energija je obnovljiv trajen vir, ki ga je v Sloveniji možno izkoriščati tudi za proizvodnjo električne energije za samooskrbo. Sami moduli, ki se razlikujejo po izkoristkih, ločimo monokristalne z 15% učinkovitostjo in jih potrebujemo 7 kvadratnih metrov na kilovat moči, polikristalnih z 10% učinkovitostjo potrebujemo 10
kvadratnih metrov na kilovat moči in amorfnih z 5% učinkovitostjo tja do 20 kvadratnih metrov na kilovat moči. Povprečna enodružinska hiša v Sloveniji porabi 3800 kWh električne energije. Za ta namen je zadostna moč sončne elektrarne 3 kW. Strošek, ki ga plačuje gospodinjstvo za ta namen, znaša okoli 630 evrov. Prihranek, ki pa se doseže z proizvodnjo električne energije, znaša okoli 500 evrov. Strošek, ki ga še vedno mora plačevati gospodinjstvo za priključno moč in pa prispevke za obnovljive vire, znašajo približno 20%. Investicija v 3 kW sončno elektrarno je okoli 6000 evrov, ki se povrne v 11 letih ob upoštevanju subvencije. Subvencijo je možno pridobiti pri ekoskladu v višini 180 evrov na kilovat inštalirane moči, torej znaša za 3 kW elektrarno 540 evrov. Subvencija ekosklada je možno pridobiti v obliki kredita ali v obliki nepovratnih sredstev. Kredit se pridobi ali subvencija se pridobi z izpolnitvijo vloge in se mora oddati pred začetkom del. Vlogi je potrebno priložiti podatke o lokaciji in nameravani investiciji v sončno elektrarno, iz katere je razvidna predvsem priključna moč elektrarne, saj to je osnova za povračilo nepovratnih sredstev v višini sredstev 180 evrov na kilovat moči sončne elektrarne. Več informacij lahko občani pridobijo v energetsko-svetovalnih pisarnah mreže En-svet, ki jih je po Sloveniji 50, oziroma lahko najdete informacije na spletu www.ensvet.si. Po oglasih vam pokažemo okrasni vrt v Slovenskih Goricah in pregled oddaj letošnje pomladi. Ostanite z nami. Velik, z okoljem in naravo povezan vrt leži skrit od oči javnosti na robu občinskega središča Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Zakonca Kovačič sta ga oblikovala v minulem poldrugem desetletju v čudovito oazo miru, zelenja in skladnosti. Vrt smo obiskali na topel pomladni dan in se srečali z gospodom Binetom Kovačičem. Veseli smo, da sta nam Silvana Vejč in njen partner Albin Kovačič odprla vrata svojega izjemno zanimivega vrta v Sveti Trojici pri Lenartu. Kar vrt Silvane in Bineta ločuje od mnogih drugih slovenskih vrtov, je povezanost vrta z okoljem, skoraj neopazen prehod trate iz cvetličnih obrob v gozdni sestoj hrastov in bukov. Mi smo imeli priliko kupiti tale gozd, ki meji na našo parcelo. Prva kvadratura parcele je bila relativno majhna, to je 716 kvadratnih metrov. In ker nam je tukaj trojiški gostilničar ponuja gozd, je rekel, kupi to, ne bo težav, ker če ne boš ti kupil, bom jaz to podrl in bomo to razparcelirali in boš imel vikendaše poleg. In smo to kupila v bistvu iz čisto nekega strateške odločitve, da smo si kupila mir. Bine Kovačič prizna, da Silvano sprva nista vedela, kaj sta poleg miru pridobila z nakupom gozdnega zemljišča. Oči ima je odprl strokovnjak za urejanje vrtov Iztok Vidmar iz Maribora, ki ju je navdušil za okrasni vrt. In to so bile njegove ideje in potem smo naredili en plan, on je to skiciral in dejansko gre zasluga za to urejanje njemu. Ampak vedno je tako, tek prije z jedjo. Ko smo videli tele rešitve, v prvi fazi smo dobila oba tudi veselje, z vsakim letnim časom smo imeli vedno večje veselje, dokler nismo noter padla. Vrt je začel svojo podobo dobivati leta 2000. Odtlej uživata pri delu na vrtu, pa tudi delitev dela je podobna kot pri večini slovenskih vrtov. Jaz bi rekel, da je moja partnerica kreativni direktor, jaz pa sem heavy metalac, se pravi samokolnica,
lopata, tu luknja skupaj, to je treba porezati, košnja trave je tvoja, to boš porezal, to pripelji, te žakle zagnojili, rastovori, tu mi razsipaj, to je to in to, ampak se perfektno ujemamo. Gozd, ki pokriva večji del zemljišča njunega vrta, je zgodaj spomladi videti kot prav poseben okrasni vrt. Prekriva ga namreč preproga navadnega zimzelena, ki takrat lepo zacveti. To mora biti poseben užitek sedeti na tej terasi kot sredi morske gladine. Tale zimzelen, ki ga vidite, tole oblogo, bi rekel, talno gozdno, ta je že bila, ta je bila obstoječa, tukaj nimamo midva dobenih zaslug. Midva imamo zasluge, da smo, ko smo prišla, to temeljito očistila, ker je bilo ogromno podrasti, tako da je prišel potem ta zimzelen do izraza, pa še nekaj pri tem zimzeleno. Pomladi modro cveti in je to ena taka modra preproga in da perfekten estetski efekt. Če je torej Bine tisti, ki na tem vrtu opravi težja dela, Silvana poišče ustrezne rastline in jim najde mesto na vrtu. Pri takšnih odločitvah je predvsem ona. Ona tudi bolj spremlja to stroko, bolj hodi organizirano na tele izlete, kjer se hodi na oglede teh. Jaz tudi hodim, ampak ona pa še več kot jaz in ona prihaja potem s temi idejami. Ona tudi dostikrat gre na te vrtnarije, opazuje vse te sadike, komunicira z temi vrtnarji, s temi profesionalci in potem pride s temi idejami, potem se uskladiva, nabavimo sadike in v bistvu nadgrajujemo to, kar že imamo. Ne? In lahko bi rekel, da to ni nikoli končana zgodba. Ne? Jaz smatram, da recimo najboljši čas vegetacije je res pomlad. Res pomlad, ker vsi komaj pričakujemo dogajanje na vrtu. To je v bistvu eno tako, bi rekel, erotično doživetje, ko vidiš tele popke, ki se vedno bolj debelijo, ki vidiš te poganke. Za mene je to eno specifično obdobje pričakovanja rojstva. Ne? Res je, da so tile rododendroni potem pika na i temu pomladnemu dogajanju, žal prekratko cvetijo, ampak to je rododendron. To moramo vzeti za kup. Potem pa še nekaj smo pristašali recimo v kompoziciji teh zelenih nijans. Če pogledate, recimo hosta ima en spekter zelene, tise ima en spekter zelene, čuge ima en spekter zelene in to nama tudi likovno ustreza. Tu pa tam pa je potem kaj cvetličnega kot taki lovilec pogledov med tisto paleto zelenih nijans. Med posebnostmi vrta Silvane in Bineta je skupina škrlatnolistnega ruja, ki ga Bine oblikuje na izviren način, kot nekakšno skulpturo. Ta ruj, pred katerim stojim, je v bistvu bil na meji tiste prvotne parcele, ki so namenjene, tiste male parcele. In ko smo se to razširili potem v gozd, smo rekli, naj to ostane, ker je bil kar zanimiva sadika. Včasih je bil obraščen od tal do vrha, potem je bila najina ideja, da smo to ogulila, debla, da je bil pogled skozi v gozd, da ni zapiral tega pogleda, nama ga je pa bilo žal odstraniti. In jaz sem se pa to potem, to pa je res moja odločitev, recimo tole obrezovanje, ker če ga ne obrezujem, potem dobi take dolge gajžle, ki v bistvu ne tvorijo niti krošnjo, niti likovno ne zgleda prepričljivo. To pa mi deluje zdaj likovno tako, kot kakšna naravna forma viva. Na vrtu je več kotičkov, kjer lahko lastnika sama ali z družbo posedata in uživata. Sedeže in mize je preko zime treba hraniti v suhem prostoru in zato sta na rob vrta postavila lep objekt. Potreba po tej zgradbi se pojavlja tudi z razširitvijo te parcele. Moram povedati, da ta parcela obsega približno 3000 kvadratnih metrov in ker smo pač za partnerca oba dva esteta, naj ne more zadovoljiti recimo ene take improvizirane lope, ki se dobijo v teh nakupovalnih centrih. Zato je prišla ideja, da smo dali to projektirati enemu našemu prijatelju arhitektu. Povedali smo, kaj želi, on se je prišel pogledati na teren, naredil 6 osnutkov in potem smo se odločili za to varianto, ki se je tudi izkazala po teh letih kot najbolj sprejemljiva. Poleg skulpture znane akademske kiparke Dragice Čadež Lapajne, ki je upodobila volka, so na vrtu zanimivi tudi keramični vrči. To pa je prekmurska etnološka dediščina in to je večnamenska posoda. Prvi primarni namen tega para je bil pralni stroj. In če vidite recimo te čepe, ki jih vidite tam spodaj, to so začepli
natočili notri luk in tam se je perilo namakalo. Ko je bil ta proces končan, so lepo zamašek odčepili, tisto se je steklo in so potem tisto opravili, splahnili, posušili. To je bil tale primarni namen. Sekundarni namen pa je služil v Prekmurju za žito. To je bila druga funkcija. Tretji namen pa je v bistvu dekorativni. Meni vrt pomeni v bistvu idealno kombinacijo narave, kulture, športa pa umetnosti. V bistvu nobena stvar tega ne združuje tako kot eno vrtnarjenje in verjamem in prisegam na to, da je vrtnarstvo na vrhu poklicev, ki ga združujejo. Če vas zanima več o gradnji, obnovi in notranji opremi in v katerem salonu so nas gostili za tokratno oddajo, si oglejte na naši spletni strani www.tvambienti.si. Tako, ekipa Ambientov se čez poletje poslavlja od vas, na televizijske zaslone se vračamo septembra, za konec pa si oglejmo še nekaj najlepših posnetkov te pomladne sezone. Imejte se lepo, uživajte, vidimo se spet 30. septembra.